Si jaz moram še video prepraviti, pa dobiš pa še Gaudeamus igitur, juvenis dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenis dum sumus. Post iuncundam juventutem, post molestam senectutem, nos habibit humus, nos habibit humus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quodibit, vivat membra quinibit, semper sit in flore, semper sit in flore. Spoštovane in spoštovani zbrani. Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani praznuje 100 let obstoja in delovanja. Potem, ko je bil 27. januarja 1920 na Filozofski fakulteti kot ustanovni članici ravno tako novo ustanovljene Univerze v Ljubljani vzpostavljen historični seminar, je profesor Ljudmil Hauptmann 19. februarja 1920 izvedel prvo predavanje. Danes, 100 let in en dan pozneje, se spominjamo ravno tega dogodka. Če so pred tem generacije študentov, ki so se želele posvetiti muzi Clio, odhajale po znanje zlasti na Dunaj in Gradec, se je z oblikovanjem študijskega programa za zgodovino začela domača formacija bodočih zgodovinarjev. Seminar za zgodovino, kot se je sprva imenoval oddelek, je predstavljal izhodišče za kvantitativni in kvalitativni preskok v zgodovinski stroki na Slovenskem. Poleg lažje dostopnosti študija in s tem širitve strokovne javnosti, je ustanovitev seminarja omogočila študij zgodovine v slovenskem jeziku ter posledično prispevala k zavestnemu oblikovanju slovenske strokovne terminologije na področju zgodovinopisja. Še pomembnejši vidik, ki je za prvo polovico 20. stoletja bil skoraj bistvenejši, pa je predstavljalo dejstvo, da je slovenski narod in prostor na ta način postal osrednji predmet raziskovanj. V času, ko je bila vloga zgodovine v pretežni meri podrejena krepitvi narodne identitete, je bil ta korak še toliko pomembnejši. Ta dan je zato praznik vseh slovenskih zgodovinarjev. Zelo nas veseli, da ste se odzvali našemu vabilu, da lahko ta praznik praznujemo skupaj. Dovolite mi, da v imenu oddelka med nami pozdravim profesorja dr. Tadeja Bajda, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, znanstvenega svetnika dr. Aleša Gabriča, predsednika Slovenske matice, profesorja dr. Darka Friša, dekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, profesorja dr. Aleksandra Panjeka, prodekana Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, profesorja dr. Romana Kuharja, dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, predstavnike oddelkov za zgodovino iz Maribora, Kopra, Zagreba in Celovca ter predstavnike inštitucij in društev, s katerimi naš oddelek vrsto let intenzivno in uspešno sodeluje. Kot prvega vabim k nagovoru dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Romana Kuharja.
spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Tadej Bajd, spoštovani predsednik Slovenske matice, dr. Aleš Gabrič, cenjena kolega, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, profesor dr. Darko Friš in prodekan Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, profesor dr. Aleksander Panjek, spoštovani slavnostni govornik, profesor dr. Dušan Nečak, spoštovani predstojnik oddelka za zgodovino, docent dr. Dušan Blacovič, cenjeni gostje iz Zagreba in Celovca, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage študentke in študenti. Naj vam najprej iskreno čestitam ob častitljivi obletnici praznovanja študija zgodovine, ki je zagotovo eden od temeljnih stebrov pred 100 leti ustanovljene Univerze v Ljubljani in z njo tudi Filozofske fakultete. Če smo povsem natančni, oddelek za zgodovino oziroma historični seminar ali še drugače pedagoško-znanstvena enota za zgodovino, vse to so nekdanja poimenovanja oddelka za zgodovino, no ta je danes, kot je bilo že rečeno, star 100 let in en dan. Na včerajšnji dan pred 100 leti je namreč potekalo prvo predavanje v okviru historičnega seminarja, ki ga je izvedel prvi profesor zgodovine na Filozofski fakulteti Ljudmila Kautmann. Na slavnostni akademiji o praznovanju 100-letnice Filozofske fakultete septembra lani me je novinarka Slovenske tiskovne agencije vprašala, kakšna je vloga humanistike in družboslovja v 21. stoletju. Odgovoril sem, da je njena družbena vloga v tem, da je slaba vest družbe. Sploh takrat, ko izgubimo kritično distanco, zmožnost kritičnega mišljenja in ko družba postanemo preveč samovšečni, zadovoljni statusom quo. Slaba vest je lahko utelešena v humanističnem mislecu, univerzitetni profesorici, aktivistu na cesti ali pa v znanstveni disciplini kot taki. Zgodovina kot znanstvena disciplina ima pri tem zagotovo posebno vlogo, saj poleg kritične misli zagotavlja še zgodovinski vpogled, nujno zgodovinsko kontekstualizacijo, lekcijo zgodovine, ki naj bi bila po Ciceru sicer učiteljica življenja, a je, kot vemo, prevečkrat zgolj izgubljena priložnost, ker se iz lekcij zgodovine prepogosto ničesar ne naučimo. Kljub vsemu humanistika brez zgodovine ne more biti slaba vest družbe. Martin Luther King se je dobro zavedal, zakaj se je skliceval prav na zgodovino, ko je spodbujal milijone dobronamernih belcev na jugu Amerike, naj vendarle v boju temnopoltih za državljanske pravice ne ostanejo tiho, naj pokažejo svoj pogum in naj se uprejo rasističnim praksam tedanjega časa. V svojem govoru 3. decembra 1959 v baptistični cerkvi Bethel v Montgomeryju je izrekel znamenito misel, ki bi lahko rekli grožnja zgodovine. Če zdaj ne boste ukrepali, je dejal, potem bo zgodovina morala zabeležiti, da največja tragedija tega časa družbene tranzicije niso bile trmoglave zahteve slabih ljudi, temveč grozljiva tišina dobrih ljudi. Naša naloga, naloga humanistike in družboslovja je, da, kot je dejal zdaj že pokojni Zygmunt Bauman, ko je pred leti gostoval prav v tej predavalnici na Filozofski fakulteti, da prakticiramo svobodno znanost. To pomeni, da tisto, kar se nam zdi tuje, pojasnimo in naredimo za domače, za poznano, ter obratno, tisto, kar se zdi poznano ali domače, tisto, kar se zdi jasno samo po sebi, naredimo za nepoznano, s tem, da razkrijemo prakse, ki nas vabijo k nemišljenju in k nekritičnemu sprejemanju statusa quo. Če bo to še naprej naše vodilo, ki ga bomo aplicirali vsak na svojo znanstveno disciplino, včasih pa naredili tudi kakšno interdisciplinarno križišče med našimi področji preučevanja, potem me za Filozofsko fakulteto in zgodovino kot znanstveno disciplino na njej ne skrbi. Ko sem v zadnjih dneh v starih zbornikih Filozofske fakultete prebiral zapise o oddelku za zgodovino, ki je mimogrede zaradi črke Z vedno na zadnjem mestu, na koncu zbornika, brez skrbi, zadnji bodo prvi, se me je dotaknila misel nekdanjega profesorja na oddelku za zgodovino Frana Cvitra, ki je nekje zapisal: bolj važni, kakor vsi študijski sistemi, so osebnosti univerzitetnih učiteljev. Niso torej ključne bolonjske reforme ali usmerjeno izobraževanje,
Važno je, kdo stoji pred nami v vlogi učitelja ali učiteljice in s kakšnim žarom opravlja svojo nalogo. Brez pretiravanja lahko rečem, da sem v zadnjih 2 letih in pol to fakulteto in predvsem ljudi na njej spoznal v lepših in slabših podobah, a le za redke profesorje in profesorice bi lahko rekel, da svojega dela, pedagoškega in raziskovalnega, ne opravljajo z velikim žarom. Zato naj končam z italijanskim pesnikom Giovannijem Ruffinijem, katerega misel sem si že nekajkrat izposodil. Ruffini je nekoč nekoliko poetično zapisal, da je naš poklic, poklic učitelja, podoben sveči. Učitelj izgoreva, da bi z lučjo pokazal pot drugim. Večina nas, ki kdaj stojimo v predavalnicah, vemo, kako se to izgorevanje občuti. To je tisti prijeten trenutek na koncu predavanja, ko je telo že nekoliko utrujeno, hkrati pa v očeh študentk in študentov vidiš, kako se jim odpirajo novi svetovi, kako se vzpostavljajo nove povezave, kako srkajo tvoje znanje, kako stara vprašanja dobivajo odgovore in se hkrati rojevajo nove dileme. To je tisti trenutek, ko mimo tebe iz predavalnice izstopajo zadovoljni, pogosto hvaležni obrazi, dokler v predavalnici ne ostaneš sam. Ugasneš računalnik, z mize pobereš knjigo, se obrneš proti vratom, ugasneš luč in si rečeš, dobro je bilo. Še enkrat iskrene čestitke ob jubileju in posebna zahvala oddelku za zgodovino, ki se je posebej in dodatno angažiral v lanskem letu s pisanjem zgodovine Filozofske fakultete, z razstavami in še kakšnimi drugimi aktivnostmi, brez katerih praznovanje stoletnice na Filozofski fakulteti ne bi bilo tako uspešno, kot je bilo, in ne bi ustvarilo tako prijetnih spominov na jubilejno leto 2019. Hvala lepa. Na oddelku za zgodovino smo se odločili v sklopu praznovanja 100. obletnice pripraviti dokumentarni film o 100 letih našega oddelka. Celovečerni dokumentarni film je nastal v lastni produkciji, v njem tako ali drugače sodelujejo vsi člani zdajšnje sestave oddelka. Scenarij zanj je prispeval docent dr. Žiga Cvite. Skupaj z docentom dr. Bojanom Balkovcem in dr. Božidarjem Flajšmanom ga je tudi režiral. Dr. Balkovec je ob režiji odgovoren tudi za montažo filma, dr. Flajšman pa je film posnel. Naslov filma naj za zdaj ostane skrivnost, razkrili ga bomo skupaj s povabilom na premiero. Premiera pa je predvidena v drugi polovici marca. Posebej za današnjo slovesnost pa smo pripravili nekaj odlomkov iz filma. V prvem odlomku ima za nas posebno sporočilo profesor dr. Franc Cvite, dolgoletni profesor na oddelku za zgodovino in zadnji predstavnik humanistike, ki je zasedel funkcijo rektorja Univerze v Ljubljani. Pa poglejmo. Kada se govori o študiju na univerzah, se povsod tudi pri nas vedno znova ponavljajo trditve, da je bistveno za študij na univerzi samostojno raziskavanje študentov, nikakor pa ne samo prizadevanja, da si študent prisvoji znanje, ki so ga ustvarili že drugi. Pri debati o teh vprašanjih je pa treba, po mojem mnenju, upoštevati v prvi vrsti nivo študentov v času, ko pridejo do univerzitetnega študija in tudi kasneje. Kadar je nivo študentov, njihovega znanja resnično visok, se mora predavatelj omejiti na nekatere globlje probleme in suponirati, da si ostalo široko znanje pridobi študent sam. Drugače pa je takrat, kadar je nivo znanja študentov zelo nizek.
Takrat jim je treba v mejah možnosti, koliko to dopuščajo v principi univerzitetnega študija, v mejah teh možnosti je treba študentu čim več povedati, da si vsaj to zapomnil. K nagovoru vabim današnjega gostitelja, predstojnika oddelka za zgodovino, docenta doktorja Dušana Mlacoviča. Spoštovani gospod predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani gospod predsednik Slovenske matice, spoštovana dekana, spoštovani prodekan, spoštovani kolegi iz nam prijateljskih in dragih oddelkov za zgodovino, spoštovani visoki gostje, predvsem pa spoštovani vsi predstavniki študentskega telesa vseh možnih generacij, začenši z vami v prvi vrsti. In seveda posebno pozdrav tudi, ko moram pa zdaj pogledati proti kolegu Balkovcu, našim zdajšnjim študentom, ki to prireditev spremljajo v neposrednem prenosu v predavalnici 102 in preko svojih mobilnih naprav tudi doma po lokalnih in kjerkoli je mogoče na tem svetu spremljati danes. To gre vsem lepo. 100 let in en dan od Kaufmanovega predavanja. Takrat je zgodovina kot disciplinska znanost za seboj seveda že imela 200 leti, ampak dovolite mi, da opozorim, da od Rankeljevih Westeingeckých gewesen pa do Kaufmana je minilo zgolj 96 let. Da sta prej omenjena oddelka na Dunaju in Gracu v tem rankenskem principu začela delovati 1850-1852, potem takem 70 let pred Kaufmanovim predavanjem in pa 68 let pred Kaufmanovim predavanjem. Da so naši kolegi v Zagrebu imeli priložnost to obletnico slaviti pred 46 leti. Tudi gotovo ste. V tem takem leta 1920 nič zamujenega, ravno obratno, Kaufmanovo predavanje pade v čas, ko se šele začne razmah oddelkov za zgodovino po Evropi in po svetu. Torej, še zmeraj smo tam, kjer sodijo začetki zgodovine kot resne akademske discipline, torej po principih sodobne znanosti v svetu. Dovolite mi en kratek, torej delitev enega osebnega spomina na vstop v ta veliki svet, skupaj z občutki, ki smo ga takrat predali. Torej, jaz sem ta svet vstopil eno leto pred nastankom predvajanja skladbe, takrat, ko je današnji slavnostni govornik bil prodekan in leto pozneje dekan filozofske fakultete, torej je Bruc. Mimogrede, naslednja skladba, ki bo izvedena, sem bil osnovnošolec, on je pa doktoriral. Torej, zgodilo, gledam se, je ravno v tej predavalnici. Uvod študij zgodovine, Bruc, seveda svetovno vesoljno brutovstvo, vse do zadnje klopi. Profesor je vstopil in gre za trenutek, ki ga, kot kaže za zdaj, ne bom do konca svojih dni zmogel pozabiti. Torej, bile so izrečene besede, ki si jih morda velja bolj kot po njihovi vsebini zapomniti po duhu izrečene. Torej, profesor je vstopil, je sedel, vstal, pogledal vso vesoljno brutovstvo od spode navzgor, od desne proti levi in rekel. Tudi on je pa danes prebrzlo, tu pa je danes ne bom prebrzlo. In je seveda zapustil to predavanje. Mi neverni bruci čakamo in nam v zadnjih vrstah seveda najprej prešine, da tudi mi naj zapustimo to predavalnico. Vi v prvih vrstah ste še malo čakali. No in takrat
sem imel priložnost spoznati, da sem vstopil v svet, kjer je ne glede na čase akademska svobodnost visoko na ceni. Da sem vstopil v okolje klene drže, držljivosti in pa trme in drznosti. To je nekaj, na kar sem že kot bruc in kot študent bil vedno ponosen, na kar sem ponosen kot član tega oddelka in to, kar bruc v meni danes ne more verjeti, stojim pred vami kot predstojnik tega oddelka, se z veseljem tega spominjam in vam v tem duhu med nami danes izrekam dobrodošlico. Najlepše hvala. Ni nas znali, koliko ste s to latinščino, ker je prinesel, recimo, da smo brali tudi tekste iz Miklošičove izdaje Monumenta Serbika, torej v stari srbščini, pisava je bila cirilska. Tudi tisto smo prebirali in zaradi tega smo nekateri potem zelo radi hodili na njegov seminar, ker je bil zelo sproščen. On je zelo veliko povedal o tem, torej komentiral posamezne tekste. No in zanimivo je bilo to, jaz sem potem, ko sem bil njegov asistent, tudi imel tako imenovan proseminar, kjer smo predvsem obravnavali te Miklošičove tekste. In so z veseljem hodili na proseminar, smo to prevajali, smo to obravnavali vsebinsko. In ko sem enkrat v Beogradu povedal kolegom, da pri nas to delamo, pa so rekli, da imajo študentje rad pri nas, nekateri teh tekstov ne razumejo. Smo čitalnici Arhiva Republike Slovenije. Pred menoj je gradivo iz osebnih fondov naših dveh profesorjev, Gregorja Čremošnika in Ignacija Vojeta, ki sta zelo zaznamovala naše zgodovinopisje preko stika z Dubrovnikom. Profesor Gregor Čremošnik je pravzaprav začetnik po Franu Miklošiču dubrovniške diplomatike. Ampak, kar je pomembneje, preko numizmatike se je začel ukvarjati tudi z ekonomsko zgodovino. In v ekonomski zgodovini srednjega veka na primeru Dubrovnika ga je nasledil naš profesor Ignacij Vojet. Je zelo zanimivo, s čim sta si pri svojem delu lahko pomagala, in to je to, kar v arhivu vidimo. Pred menoj je zbirka fotografij, listin, pečatov in pa denarja, ki jih je zbral profesor Čremošnik. In pri tem je zelo lepo opazovati kriterije, kako odbrati gradivo, ki sodi na fotografijo, ki je seveda v 20 in 30 letih neizmerno draga. In ta izbor je zelo konsistenten in zelo kaže na to, kako se je delu pristopalo. Namreč treba je bilo hkrati urediti stvari za pedagoško dejavnost, za raziskovalno dejavnost in pa seveda za publiciranje. Pri profesorju Vojetu pa nastopi tisti moment ekonomskega zgodovinarjenja, ko se ekonomski zgodovinarji srečajo z enormnimi bazami podatkov, ni pa še računalnikov. In kako to urediti? Torej, dobesedno z Excelom flower power generacije, torej z ogromnimi polami zelo drobnega karo papirja, ker je treba zelo drobno prisavo zbrati čim večje število podatkov, da se jih da razvrstiti. Ampak da bi to bilo mogoče, je bilo prej treba zbirati kartotečne listke, ki so jih raziskovalci v Dubrovniku dajali v škatle za čevlje, ki pa so se rade zgubljale. No in ko je Irmgard Manken, kolegica Ignacija Vojeta, zgubila svojo škatlo, so iskali po celem Dubrovniku. Edino, kar so vedeli, je, da je ni treba iskati v dubrovniških konovah. Podobno bi se zgodilo, če bi svojo škatlo zgubil profesor Vojet. Tudi te ne bi bilo treba iskati v konovah. In če bi z eno besedo moral povzeti slovensko zgodovinopisje in Dubrovnik in njuno druženje, bi opisal verjetno z besedo treznost. Besedo predajam našemu današnjemu slavnostnemu govorniku,
dolgoletnemu profesorju sodobne zgodovine na oddelku, nekdanjemu dekanu Filozofske fakultete in danes zaslužnemu profesorju Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorju doktorju Dušanu Nečaku. Lep pozdrav vsem, spektabilis, spoštovani kolega predstojnik, dragi kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil za priložnost in čas, da spregovorim tu pred vami ob 100. obletnici našega oddelka. Rekli smo že danes bivšega historičnega seminarja oziroma ob nastanku historičnega seminarja. Kot zgodovinar se ne morem izogniti pogledu v preteklost. Vendar tokrat ne nameravam pripovedovati zgodbe o oddelku. Ne nameravam govoriti niti o očereh in scilah in karibdah, med katerimi je od časa do časa plul v preteklosti, niti o zvezdnih utrinkih na slovenskem zgodovinarskem nebu. Odločil sem se, da bom ob našem jubileju posvetil pozornost nekaterim nekdanjim profesorjem oddelka za zgodovino, ki jih danes ni več med nami, so pa ustvarjali njegovo zgodovino, njegovo zgodovino. Govoril bom torej o tistih kolegih, ki so oddelek postavili na noge, glavno poklicno na njem delovali in ga razvijali. Ohranjanje spomina na univerzitetne učitelje, ki so zakoličili smer znanstveno-pedagoškega razvoja v slovenskem zgodovinopisju, se mi zdi pomembno predvsem zaradi študentk in študentov ter mlajših kolegic in kolegov, saj mi dolgoletne izkušnje govorijo, da so za njih ti le bolj ali manj poznane zgodovinske osebnosti. Starejši generaciji zgodovinarji pa so bili med njimi učitelji, kolegi, pa tudi prijatelji. Govoriti o njih se mi zdi pomembno tudi zato, ker so bili vsi po vrsti tudi pomembne osebnosti, tako po strokovni kot pedagoški plati. Naj ponovim to, kar je bilo danes že rečeno, tako kot je zapisal svoj čas profesor Cviter, bolj važno, kakor vsi študijski sistemi, pa so seveda osebnosti univerzitetne učitelje. Obuditi spomin nanje, tudi ob tej svečani priložnosti, se mi zdi še toliko bolj pomembno, ker so svojim snovanjem in delom odločilno prispevali k temu, da je danes oddelek za zgodovino naše fakultete eden tistih, ki sodijo med najbolj ugledne oddelke naše fakultete. Menim, da smo sodelavci oddelka lahko upravičeno ponosni na delež, ki ga ima oddelek v zgodovini Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani. Nenazadnje je oddelek v 100 letih obstoja dal kar 8 dekanov in še več prodekanov, ki so v fakulteto vodilo skupaj 14 let. Dal je tudi rektorja, kot vemo, v letih 52-54 in kot bi vedno znova kolega Gabrič popravlja, takrat še nepopolne Univerze v Ljubljani. Torej, zavidana vredna statistika. Glede na strokovnega vidika se mi zdi pomembno poudariti, da je na slovenskem oddelek danes v mnogočem najpomembnejši nosilec kontinuiranega in celovitega raziskovanja ter posredovanja slovenske in obče zgodovine od najstarejših časov do danes. Študenti zgodovine morajo na oddelku pridobiti znanja o narodni, južnoslovanski in obči zgodovini v celotnem časovnem bloku. Še pomembnejše pa je morda to, da med študenti razvijajo zavest o nujnosti kritičnega presojanja zgodovinskega dogajanja in kritičnega opazovanja družbe, ki nas obdaja. Prepričan sem, da je to ena najpomembnejših značilnosti, ki pripomore k temu, da se naši diplomati uspešno znajdejo na katerem koli delovnem mestu. Na drugi strani pa za profesore nesporno, po mojem mnenju, drži tisto, kar je zapisano na spletni strani našega oddelka. Citiram: zgodovinarji oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Ljubljanske univerze so bistveno zaznamovali slovensko zgodovinopisje v 20. in 21. stoletju kot profesori novih generacij in kot uveljavljeni raziskovalci. Konec citata. Zrasli pa so na humusu
ki so ga zlahnili stebri slovenskega zgodovinopisja in danes sodijo v sam vrh zgodovinopisja na Slovenskem. Dragi kolega in prijatelj, profesor Ignacy Vojena, starosta, je v priložnostnem prispevku v zborniku ob 70-letnici Filozofske fakultete zapisal misel, ki ni kaj dodati. Spet citiram. V 70-ih letih 19. stoletja je začela z znanstvenim delom večja skupina zgodovinarjev, ki je pometla z diletantizmom in pravzaprav šele utemeljila slovensko zgodovinsko znanost. Med njimi je bil brez dvoma največji Franc Kos. Konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja je z avstrijskih univerz, predvsem z Dunaj in Graca, išla nova generacija, ki je svojim delom takrat šele pričela, dozorela pa v času ustanavljanja Ljubljanske univerze. Konec citata. Med ustanovitelji Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani v letu 1919 sicer ne najdemo zgodovinarja, zato pa je že januarja 20, ko smo že slišali danes, bila ustanovljena katedra za zgodovino srednjega veka in starejšo zgodovino Slovencev, ki jo je prevzel Ludwig Hauptmann. Prav on je pred skoraj natančno stoletji, 19.2., trikrat, danes že to rečeno, naj bo še enkrat, kar velja za začetek delovanja oddelka. Ko je Hauptmann leta 1926 odšel na Zagrebško filozofsko fakulteto, je katedro prevzel Milko Kos, sin Franca Kosa. Takrat je katedra dobila novo ime, postala je katedra za pomožne historične vede. Ne glede na drugačno poimenovanje, pa je Milko Kos upravičeno zapisan kot eden od najpomembnejših utemeljiteljev preučevanja slovenske, pa tudi obče srednjeveške zgodovine. Aprila 1920 je Nikola Radojčič prevzel katedro za zgodovino Srbov in Hrvatov. Fokus njegovega znanstvenega dela je bil usmerjen v bizantologijo, pa tudi v srbsko historiografijo. Sodil je med najpomembnejše bizantologe svojega časa in s tem tudi razširil tematiko našega oddelka. Nekaj mesecev kasneje, novembra 20, je nastala še katedra za antično zgodovino. Njen nosilec pa je postal ruski emigrant, medijevist in lingvist Nikolaj Mihajlovič Bubnov. Ko je leta 1924 odšel v pokoj, so se na katedri izmenjavali pretežno arheologi. Baldwin Sarija, prazgodovinar in numizmatik, Josip Klemenc, klasični arheolog, numizmatik, vsi ga poznamo kot tistega, ki je poznal vsak kamen v Šempetru, izkopanje v Šempetru. In seveda naš idealni profesor, če smem temu tako reči, literat, arheolog, antični zgodovinar, prevajalec, muzealec, likovni kritik Jože Kastelic. Vsak od njih je pustil v slovenskem zgodovinopisu specifičen pečat, vsi skupaj pa so začrtali pot proučevanja antične zgodovine. Skoraj v vsem času med vojnama je imel oddelek za zgodovino svojevrstno značilnost. Iz novejše obče in slovenske zgodovine namreč sploh ni bilo predavanj, raziskovanja in predavanja pa so bila posvečena predvsem srednjeveški in starejši zgodovini. Z razlogom, kot smo slišali že danes. Tako je ostalo do konca 30 let. Ko je leta 1937 najprej kot privatni docent, nato pa leta 1938 kot docent, občo zgodovino novega veka in slovensko zgodovino od 16. stoletja dalje, začel predavati Fran Cviter. Na oddelku za zgodovino je z njim zavel, tako pravi jaz, morda se motim, evropski veter, ki ga je prinesel iz Pariza. Študentje so se lahko seznanjali s povsem novimi metodami sociološke zgodovinske analize, kot jih je uporabljalo francosko zgodovinopisje. Druga svetovna vojna je, kot vsi dobro vemo, ostro in globoko zarezala v delovanje tudi oddelka za zgodovino. Že v prvih letih vojne je ostal tako rekoč brez profesorjev. Nikola Radojčič se je umaknil v Beograd, Baldwin Sarija je odšel na univerzo v Gradec, Frana Cvitra so zaprli in konfinirali, nato pa se je priključil partizanskemu gibanju. Na fakulteti je tako ostal le Milko Kos,
s katedro za občo zgodovino srednjega veka. Do kapitulacije Italije pa mu je italijanski okupator dodelil še profesore za zgodovino Italije. Po kapitulaciji Italije je univerza tako rekoč zaprla vrata in jih je ponovno odprla šele po koncu vojne leta 1945. Takrat se je začel oddelek tudi kadrovsko krepiti. Leta 1946 je Radetičevo katedro za južnoslovansko zgodovino zasedel danes že omenjeni in predstavljeni Gregor Čemošnik, ki je bil pretežno medijevist, pa tudi literarni zgodovinar. Morda najpomembnejšo dodatno razsežnost v zgodovinskem raziskovanju na Slovenskem pa je dal s tem, da je postavil temelje za proučevanje gospodarske zgodovine srednjeveškega Dubrovnika ter sosednjih balkanskih dežel, zlasti Srbije. Istega leta, kot je prišel na oddelek Gregor Čemošnik, to je leta 1946, je bila na oddelku ustanovljena še ena pomembna katedra. Katedra za zgodovino slovensko. Njen nosilec je postal Bogo Grafenauer, pretežno medijevist, za mnoge poznavalce pa eden najpomembnejših, najbolj plodovitih in najbolj angažiranih slovenskih zgodovinarjev. Njegova dela z področja narodno-manjšinskih vprašanj, vsi poznamo njegov opus o Koroški in o Koroški Slovenci, slovenske srednjeveške zgodovine sodijo in slovenske srednjeveške zgodovine sodijo v zakladnico in slovenske zgodovine in so pomembno vplivala na narodno identiteto in samo podobo Slovencev. Leta 1947 se je časovni in tematski lok raziskovanja zgodovine še razširil. Saj je bila tega leta ustanovljena najprej katedra za zgodovino narodno-osvobodilnega boja, ki se je kasneje razširila v katedro za občo zgodovino in zgodovino narodov Jugoslavije po prvi svetovni vojni. Njen nosilec je postal dvakratni doktor, prvi doktorat sicer iz zgodovine na teologiji, na teološki fakulteti, drugega na naši fakulteti, Metod Mikuš. Oddelek za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete je s tem dobil prvo katedro za najnovejšo zgodovino v Jugoslaviji. Metod Mikuš pa je postavil temelje proučevanja sodobne zgodovine, tudi tiste, ki se je zgodila včeraj in po mojem ne pol pretekle. Med prelomne razširitve v prvih letih po drugi svetovni vojni zagotovo sodi začetek rednih predavanj Frana Cvitra o obči zgodovini novega veka. Z njim je začel leta 1948. Njegova predavanja od francoske buržoazne revolucije do prve svetovne vojne so postavila slovensko zgodovino v obče zgodovinske okvire. Mesto profesora za občo zgodovino srednjega veka je leta 1965 po upokojitvi Milka Kosa prevzel Ferdo Gestrin. Njegovo raziskovanje je bilo usmerjeno v zgodovino mest na Slovenskem v srednjem veku, družbene in gospodarske zgodovine na Slovenskem v 15. in 16. stoletju, zlasti pa k gospodarskim vezem in migracijam med vzhodno in zahodno obalo Jadranskega morja, med južnoslovanskimi deželami in Italijo, ter zgodovini pomorstva na severnem jadranskem območju. S tem je kot vodilni medijevist in strokovnjak za zgodovino prometa na Slovenskem pionirsko zaznamoval slovensko zgodovino. Med profesori, ki so postavili temelje slovenskemu zgodovinopisju, zasedata vidno mesto tudi Vasilij Melik in Janko Pleterski. Oba specialista za 19. stoletje. Prepričan sem, da je marsikateremu študentu in kolegu, meni tudi kot njegovemu doktorantu, Vasilij Melik ostal v spominu predvsem zato, ker je iz zgodovine napravil to, kar v resnici je zgodba. Mnogo znanstveno utemeljenih zgodb je črpal iz časopisja. Temu je med zgodovinskimi viri dajal še poseben pomen. Janko Pleterski pa je vsaj meni ostal v spominu kot tisti med oddelčnimi profesorji in raziskovalci, ki so v zgodovinopisje uvajali več in meddisciplinarnost, pristope, brez katerih se danes ne moremo predstavljati razlikovanja, vsaj ne sodobne zgodovine.
Da kratko sem se ustavil pri nekaterih ključnih nosilcih razvoja zgodovinopisja, ki so s svojim delom postavili standard in s tem izziv in motivacijo naslednjim generacijam univerzitetnih učiteljev na našem oddelku in na slovenskem sploh. Do danes je oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kadrovsko močno narasel. Poleg univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev pa se je na oddelku, in prav je, da to posebej omenjam, razvila tudi močna bibliotekarska in strokovno-administrativna dejavnost. Ekipa tistih, brez katerih ne gre, kot je zapisano v zgodovini FF v stoletnici. Danes delujejo v prid kvalitetnemu pedagoškemu in raziskovalnemu procesu na oddelku, predvsem pa kot strokovna podpora študentom zgodovino na njihovih študijskih potih. Ne glede na slabosti bolonjskega študijskega sistema, ostaja oddelek za zgodovino tako v pedagoškem, kot tudi v znanstvenem smislu eden najtrdnejših temeljev slovenskega zgodovinopisja, čistlen doma in v tujini. Člani oddelka so redni udeleženci najpomembnejših strokovnih srečanj doma in v tujini. Mnogi med njimi so bili tudi gostujoči profesori na najuglednejših univerzah v Evropi in zunaj nje. Za svoje vrhunsko znanstveno delo pa so mnogi prejeli tudi najvišja domača in mednarodna priznanja. Povedano me utrjuje v prepričanju, da za prihodnji razvoj oddelka ni skrbi. Oddelek za zgodovino se ne bože. Preden vas povabim prvo nadstropje, prostore oddelka za zgodovino, mi dovolite še nekaj besed. Je čas pogrebnosti in je čas drznosti. 100. obletnica je pravi trenutek za razmislek, kako obstajati in delovati naprej. Naš oddelek v tem trenutku šteje 40 članov, gnetemo se v 7 kabinetih. Dovolite mi, da temu visokemu zboru, po dogovoru z dekanom, predstavim dopis oddelka za zgodovino dekanatu Filozofske fakultete. Spoštovani, sporočamo vam, da potrebujemo glede na sistematizacijo, ki nam je priznana, naslednje prostore. 16 kabinetov in glede veliki so 19 kvadratnih metrov tile, ki se obstajajo. Torej, seveda, 16 kabinetov. Seminarsko sobo 80 kvadratnih metrov, ob knjižnici še prostor za katalog v tej isti velikosti in kabinet za bibliotekarja v tej isti velikosti. Večji kabinet za seje 38 kvadratnih metrov. Prosimo tudi, da upoštevate, da oddelek za zgodovino potrebuje take predavalnice za 3 dni v tednu. Podpisani predstojnik oddelka za zgodovino, profesor dr. Franc Viter, 27. decembra 1969.